Drage poslušalke in poslušalci, dobrodošli v ASEF podcastu. Danes je z nami arhitekt Tadej Maligoj. Za današnjo epizodo sem ga izbral zaradi njegovih bogatih izkušenj na področju uporabniške izkušnje. Za sabo ima že več kot 10 različnih računalniških podjetij, kjer je deloval kot oblikovalec uporabniških vmesnikov za različne informacijske rešitve. Poleg digitalnih produktov se ukvarja tudi z arhitekturo, rešuje različne funkcionalne rebuse stanovanjskih tlorisov ali pa pri mizarjih naroča unikatne kose pohištva. V prostem času se ukvarja s planinarjenjem, tekom, smučarjem, raznoraznimi avanturami in aikidokom. Trenutno pa je zaposlen v podjetju Better, ki se ukvarja z informacijskimi sistemi v zdravstvu, zaradi česar mi je bil tudi zanimiv gost za današnjo epizodo. Epizodo danes gostim Luka Petravič. Za današnjo epizodo sem želel govoriti predvsem o oblikovanju dobre uporabniške izkušnje, predvsem v zdravstvu, kjer je to, vsaj po mojih izkušnjah, redko in se mi zdiš kot popoln gost za to tematiko. Odlično. Ok, pa bi kar začela. Se pravi, tvoja karierna pot ima mnogo različnih delodajalcev in projektov in iz tega izhaja že prvo vprašanje, ali se ti zdi, da je pomembno za nekoga, ki se ukvarja z uporabniškimi izkušnjami, da ni osredotočen samo na eno tematsko področje, pač pa ima izjemno širino in prepleta uporabne rešitve iz različnih področij v končni produkt. Ja, gotovo. Mislim, da je ta splošna razgledanost pomembna, predvsem pri iskanju rešitev, ki niso vedno enostavne. Se pravi, oblikovanje uporabniških vmesnikov je neke vrste obrtniško znanje in obrtniška spretnost, ko pride do postavljanja samih zaslonskih mask in postopkov in navigacije in vseh teh elementov, ki uporabniški vmesnik sestavljajo. Vendar je v iskanju teh rešitev v digitalni obliki je pa pogosto potrebno sploh preveriti poslovni proces. Ni nujno, da je poslovni proces, ki obstaja, najboljši za določeno vrsto dela. Sploh takrat, kadar gre recimo iz enega medija, recimo temu rečemo iz papirja na računalnik, ne. To se zdaj ne dogaja več tako pogosto, kot se včasih, zato ker nas zelo veliko že uporablja pri delu računalnike. Še vedno pa je marsikakšno delovno mesto obremenjeno z orodjem. Se pravi, posledično postane poslovni proces prilagojen posameznemu orodju. In tisti, ki se s tem ukvarja že dolgo časa, mu določene vrste dela, določeni postopki postanejo samoumevni, ampak so postali samoumevni zaradi tega, ker On to že toliko časa dela. Tako, in ker orodje, ki je bilo narejeno nekaj časa nazaj, takrat ni uporabljalo najbolj sodobnih možnosti, ki jih recimo hardware in software ponujata v današnjem času. Zato je fajn, da včasih dobiš kakšno idejo, kakšno prakso, izkušnjo na drugem mestu, ki je manj obremenjeno s tistim istim postopkom. Ne? V bistvu je zelo pomembno, da dobiš nek zunanji pogled na svoje poslovne procese. Ja, ti kot oblikovalec prideš v neko sredino, v neko delovno okolje, ki ima poslovne procese. In seveda najprej jih moraš spoznati, kaj se sploh počne, zakaj se kaj počne. Najdeš razlog, kakšen smisel imajo te, kot rečemo, use case. In določene, so panoge, ki so zelo konzervativne. Naprimer zdravstvo. Naprimer pravo. Videl sem, da ste v bistvu delali tudi na e-davkih, verjetno je tudi tisto zelo konzervativno. Seveda, posebej e-davki, davčna uprava zelo pazi na svoje podatke, da kdo ne bi pošpegal v njih. Sodstvo prav tako, imajo nek svoj sodni red, ki je nedotakljiv in se ga drži, čeprav je bil napisan za časa Marije Terezije. In takrat, ko hočeš optimizirati to, so zelo veliki zadržki
ne? In potem praktično se ne ukvarjaš z uporabniškim vmesnikom, ampak se uporabljaš z razlogi, zakaj sploh neke stvari počnejo, kakor počnejo. Velikokrat se zgodi, da če tega ne narediš, postane uporabniški vmesnik strašansko zakompliciran, ne? Ampak sloni čisto na napačnih postavkah, zakaj se tisto orodje sploh uporablja. Ne? Torej se vaše delo v bistvu začne še preden sploh začne nastajati software. Vsekakor. Jaz sem sploh zelo velik pristaš tega, da bi računalniški razvoj se majčkeno posnemal, majčkeno prilagodil, ampak približal postopkom, ki veljajo v gradbeništvu. Kakšni postopki pa so tam v gradbeništvu? Ja, recimo, ko se gre delati neka hiša, neka stavba. Tako. Zdaj, če recimo malo banaliziram, če gre nekdo delati pasjo hišo, vzame pač par desk, zmeri psa, vidi, koliko veliko lino in hiško mora narediti, in tam je relativno enostavno to narediti. Drugo je, če greš delati garažo, takrat že moraš vedeti, da rabiš temelje, da rabiš streho, da not ne teče, neko izolacijo in tako. Če se pa ti lotiš nekega bloka, nekega večstanovanjskega bloka, tam je pa stvar izjemno komplicirana. Ti preprosto ne moreš priti in začeti graditi. Moraš vnaprej vedeti, kaj boš sploh začel graditi. Zato se vedno dela v gradbeništvu dvostopenjsko. Najprej narediš idejno skico, sploh kaj boš umestil, kaj sploh rabiš. Rečeš, ok, tukaj bom naredil toliko in toliko veliko hišo, toliko in toliko stanovanj, zato rabim toliko in toliko šol, trgovin, umestiš najprej v prostor. Potem rečeš, ok, to mora stati statično, se pravi, rabim toliko in toliko globoke temelje, rabim tak material, da bo držal 5 nadstropij, recimo. Se pravi, dokler pride do gradbenika, v bistvu gre že čez zelo veliko rok. Tako je. Ne samo rok, ampak to je cel projekt. V bistvu je izdelava projektne dokumentacije je svoj projekt, svoj vrsten projekt. Da ti, ko greš delati stavbo, ne pokličeš gradbenika, gradbene firme, ampak pokličeš projektantsko firmo, se pravi arhitekta, ki bo naredil najprej idejni projekt in potem izvedbeni projekt z načrti do zadnje vtičnice na ploščicah. In ko bo ta projekt stal, takrat se kliče izvajalca, gradbenika, in takrat oni povejo, za koliko časa, v kolikem času, za koliko denarja oni lahko to zgradijo. In tako natančno, da vtičence natančno, si rekel, je treba narediti že v začetku, v fazi planiranja. Ni nujno. Ne, seveda ni nujno. Odvisno, kakšne vrste projekt je. Zdaj, če delajo vilo za nekega zelo premožnega in bodočega lastnika, potem pride tudi do notranjega opremljanja. Če se dela blok za socialna stanovanja, potem da se naredi eno tipično stanovanje in se potem poenostavlja. To ni tako pomembno, kakor to, da je v računalništvu še vedno praksa, da se gre iskati rešitve k računalniškim firmam. In takrat je problem v tem, da računalniška firma podpiše pogodbo za določen čas in za določen obseg denarja. In naročnik nekako pričakuje, da bo ta izvajalec začel delati v trenutku podpisa pogodbe in naredil. In če se kle ne upošteva čas, ki je potreben za sam načrtovanje, se teče čez roke in čez budžet. Tako. In so vsi v stiski. Izvajalec je v stiski, zato ker če bo predolga raziskava o tem, kaj sploh narediti, bo zamudil, bo šel čez budžet, in veliko lažje bi bilo za vse, če bi bili ti razpisi tudi za računalništvo, posebej, kadar gre za kompleksne sisteme, kakor zdravstveni vsi so, da so dvostopenjski. In to se že pri nas dogaja. Ja, jaz recimo sodelujem na enem takem za informacijski sistem, za dispečerijo, prehospital in urgentne centre. Odlično. Jaz mislim, da je to dobra praksa in ne škodi nikomur. Ker
ker vsi so bolj na jasnem, kaj delajo in tudi delajo tisto, kar znajo najboljše narediti. A misliš, da je na dolgi rok to tudi ceneje in hitreje? Jaz sem prepričan, da ja. Zato, ker ti v prvem delu tega razpisa, se pravi v prvi stopni, naročiš analitike in dizajnerje in znalce, ki poznajo tehnologijo, da naredijo dober projekt, ki stoji, ki je preverjen. Pustimo to, da gradbeništvo je toliko staro, tisočletij že, da ima tudi standarde, po katerih se oceni, a je nekaj dobro in a bo stalo statično in a bo voda tekla in a bo elektriko delala. Se pravi, imamo službe, ki poskrbijo za to, da ko pride načrt do izvajalca, ni več skrbi, da hiša ne bi stala ali pa da bi se podrla ali pa karkoli. Tukaj pa računalništvo pa še nimamo. Še vedno je odvisno od spretnosti naročnika, a bo znal oceniti, a je dober načrt ali ne. Se pravi, tukaj bo treba še nekaj dela, da bi imeli res standardizirane te parametre, po katerih bi ocenjevali, a je načrt za razpis neke računalniške rešitve, informacijske rešitve, a je že načrt dobro narejen. V bistvu so ti principi planiranja projektov in izvedbe univerzalni, ne glede na to, kater projekt celotiš. Se pravi, ali je to gradbeništvo, ali je to arhitektura, zdravstvo, sodstvo. Mislim, ja, seveda, so univerzalni principi dizajna. To velja in za industrijski dizajn in za, sej v bistvu UX je zdaj postal industrijski dizajn, zato ker je ta uporabniški vmesnik postal del nekih naprav, ta računalništvo, se pravi sedenje za računalnikom, za mizo, gledanje v računalnik na desktopu, je postalo samo del nekih informacijskih rešitev. Takrat lahko izoliramo recimo uporabniški vmesnik aplikacije, rečemo, točno vemo, kakšen bo setting, se pravi, nekdo sedi za mizo z miško v roki in na tipkovnici. Vedno več je pa uporabniških vmesnikov, ko so, na telefonih ali pa na kioskih ali pa, na nekih televizorjih, ki pa so postali del industrijskega dizajna, ker je to včasih pogosto pride do celovitega dizajna skupaj, hardware in software. Razumem, ja. Tako da zdaj naslednje vprašanje, ki sem ga pripravil, je, vse v bistvu tega sva se že dotaknila, ampak recimo, kolikor sem zasledil na vaši spletni strani, si imel res veliko izkušenj, skozi katere si šel. A je kakšna taka specifično, ki ti je zelo pomagala, potem ko si se znašel na medicinskem področju? Ja, zanimivo vprašanje. Hvala, da si mi poslal to naprej, tako da sem razmišljal veliko o tem in na eni strani ti da neko tako splošno samozavest, da si že toliko in toliko nekih delovnih procesov videl in da si jih recimo več ali manj uspešno rešil, da si ljudem in uporabnikom bodočim pomagal pri tem, da njihovo delo postalo bolj učinkovito, da je manj, recimo stresno, da je bolj uporabnik s tem bolj zadovoljen. Zdaj, neposredne izkušnje, s sabo prineseš tudi en kup teh obrtniških znanj, ki jih dosežeš. Recimo, zelo konkretno, delal sem skladiščne sisteme. In to za eno firmo, ki je bila res dobra v tem, je prodajala te svoje skladiščne sisteme po celem svetu. Ampak so imeli še vedno težavo, da nekako niso znali, narediti univerzalno dobrega vmesnika. Čeprav za različne vrste skladišč ali samo za različna skladišča? Što se bil v tem, da ko prideš tja, nekaj časa ne razumeš, zakaj gre. Zato, ker dostikrat dobiš te informacije, dobiš od analitikov ali pa celo od programerjev. Se pravi, ta komunikacija naročnika je speljana prek programerjev in ti kot dizajner dobiš nalogo, da je reš ta konkreten problem. In rabiš nekaj časa, da pridobiš zaupanje iz strani tega samega izvajalca, da te spustijo zraven k samem naročniku, da vidiš pravzaprav, zakaj gre. Recimo, tukaj konkretno pri skladišču je bil ta
primer, da je skladišče razdeljeno na dva dela. Ne? In to en del je skladišče, tam, kjer delavci nabirajo robo in z velikimi rokavicami hodijo okoli in imajo tam neke kioske, na katerem dobijo navodila in potem jih potrdijo, da so ta navodila opravili. In to delajo po noč, ob 2 zjutraj, malo utrujeni, z rokavico na roki in tako. Ta drugi del je bil pa v pisarni. Je pa nekdo sedel z miško v roki, za mizo in je sestavljal te delovne naloge. Zdaj seveda ta dva uporabniška vmesnika ne morata biti niti približno enaka. Nekdo je tisti, ki ustvarja, zelo na motorično, zelo precizen način, lahko z miško, ker ima kontrolirano okolje, in drug je pač to deležen neke naloge, ampak mora komunicirati z informacijskim sistemom. Ker ta informacijski sistem je samo stranska zadeva njegovega dela. Mislim, še vedno je ključna, ampak zgleda kot, recimo, kot stranska zadeva, nekje, kjer dobi nalogo in kjer pove, da jo je izvršil. Tako da v zdravstvu se tudi se dostikrat ne zavedamo, kakšno specifično delovno okolje je to. Dostikrat si predstavljamo, da nekdo sedi za mizo in gleda v računalnik in opravlja svoje delo. In če bi delali software, se pravi uporabniški vmesnik, ki je namenjen zbranemu delu z miško v roki za delovno mizo, potem bi zdravnika preprosto izločili iz bolnice v njegov kabinet. In to se dostikrat zgodi. Dostikrat slišim pritožbe zdravnikov, da grejo na vizito k pacientu, grejo na vizito v skupen prostor z svojimi kolegi in potem se usedejo v sobo, zato da v računalnik napolnijo vsem tistim, o čemer so se odločili. Taka je tudi moja izkušnja. To je obupno. To je res žalostno, ker ne preživiš toliko časa s pacientom, kot bi si ga želel. Hkrati si pa z računalnikom večino delovnega časa. Tisti pregled pacienta in tu res manjši procent dela predstavlja. Največ dela različni obrazci, ki jih moraš izpolniti, različni podatki, ki jih moraš vpisati, ki mogoče niso zmeri na tak prijazen način narejeni. So bili predvsem planirani za obračun in pol iz tega izhaja cela uporabniška izkušnja. No, to je bil neka taka meni znana zadeva, da je treba uporabniški vmesnik prilagoditi delu okolju, v katerem nekdo dela. Ja, definitivno. Zdaj, pa vemo, da zdravnik, ki hodi po oddelku, je še dokaj dobro podoben tipičnemu računalniškemu uporabniku. Kaj pa nekdo, ki je v operacijski dvorani, ali pa nekdo, ki je na urgenci, ali pa nekdo, ki se z reševalnim vozilom pripelje na kraj nesreče. Imamo res ogromno enih mikajočih delov in uporabnikov. Ki ne morejo uporabljati računalnika na tak način, kot si ga mi recimo predstavljamo. Definitivno. Zdaj, nazadnje ste začeli delati za podjetje Better, pa to ste rekli, da tudi že kar nekaj časa delate. Kdo sploh so Better? Better je, bi rekel, podjetje, ki se v Sloveniji z zdravstvenimi aplikacijami in zdravstvom ukvarja tako na res intenziven način. Seveda, bom rekel, tudi na zelo prav način. Moje izkušnje, kot si že rekel, so res velike, dolge in delal sem za praktično vse velike softverske hiše v Sloveniji in sem bil praktično vedno edini dizajner, ki sem bil na projektih. Gostujoči dizajner, special guest star. Tako da to, da ima Better zaposlenih toliko in toliko, celo ekipo dizajnerjev. Bilo nas je 12, zdaj nas je, 8, 10. Zdaj odvisno, kaj šteješ vse kot dizajna, ampak je malo premikajoča ta številka, zato ker poleg dizajnerjev imamo tudi kopija, se pravi tistega, ko piše tekste, pa nekoga, ki je analitik, pa se ne ukvarja neposredno z dizajnom, ampak raziskuje delovne procese in tako. Hočem reči, ta služba
ki služi recimo temu dizajnu, ne, je zelo velika in poleg startupov, kakšnih manjših podjetij, ki delajo res kak specialen produkt, bi rekel, da v Sloveniji ni take računalniške firme. In to je tudi razlog, zakaj sem prav pri Betru že toliko časa. Kako si jih pa našel? Kako sem jih našel? Ja, Pravzaprav me je Tomaž Gornik našel na eni konferenci, kjer sem predaval o tem. Prav v zdravstvenem dizajnu ali o čem drugem? Ne, takrat še ni bilo zdravstveno, ni bilo še dizajn v zdravstvu, ampak o uporabniških vmesnikih nasploh. Se je tudi Better je nastal iz prejšnjega podjetja, Marant, v katerem sem že delal. Me je pa prav angažiral na prvo zdravstveno aplikacijo. Oni so imeli prej WebDoctor, s katerim so informatizirali onkološki inštitut, potem so dobili ta projekt za pediatrično kliniko, no in tukaj sem jaz nastopil svojo kariero v Betru. Pa v bistvu oni so začeli na slovenskem trgu, ker zdaj, kot sem sledil na internetu, pokrivajo kar veliko različnih držav. Praktično vse celine. Začelo se pa vse v Sloveniji v bistvu. Ne? Ja. Okay. Pa zanima, rekel si, da je zelo dober fit zate to podjetje. Ne? Predvsem zaradi tega, ker dajo neko dodatno težo na dizajn pa uporabniško izkušnjo. Je še kaj takega drugega, kar se ti dopade pri njih? Ja, seveda, marsikaj. Better je, eno je to, da podpirajo dizajn, da se zavedajo tega ne samo na načelni ravni, ampak tudi v praktični ravni, da smo ekipa dizajnerjev, ki smo vključeni v proces razvoja aplikacij. In je seveda fajn, da imaš isto misleče ljudi, s katerimi lahko izmenjuješ svoje izkušnje. Mi se še vedno tedensko dobivamo na reviewih, si pomagamo, si svetujemo, rešujemo probleme v nekem takem prijateljskem, takem kolegijalnem vzdušju. In skrbimo, da imamo tudi neko celostno podobo, ker so različni produkti, različni projekti, dedicirani dizajnerji in je fajn, da se med sabo tudi pogovarjamo in dogovarjamo, da so rešitve nekako konsistentne. Pa ti sestanki so samo med vami dizajnerji ali so to taki transdisciplinarni, da so ljudje iz različnih področij in potem skupaj ustvarjate produkt? Oziroma, kako to izgleda na takem nivoju ustvarjanja produktov? Ali je to treba več različnih profilov imeti na sestankih, ali to v bistvu vsaka ekipa dela posebej, pa se potem nekje skupaj združi? Ja, različni sestanki so. Ne? Zdaj, dizajner, ki dela v ekipi, na neki produktni ali pa projektni ekipi, sodeluje z projektnim vodjo in z tehnološkim vodjo. Se pravi, da nekako ta sveta trojica, kot rečeš, en je zadolžen za to, da se projekt izvede in kako se izvede, drug je, se pravi, finančno, operativno, finančno in operativno, recimo product owner ali pa project manager, potem imaš tehnološkega vodjo, pa tehničnega vodja, ki je zraven za to, da pravi čas opozori, kaj se da narediti, kaj se ne da narediti. Včasih so ideje super dobre, ampak niso izvedljive ali pa niso izvedljive v tako kratkem času. In pa dizajner, ki nekako pravočasno vodi tudi oblikovanje uporabniškega vmesnika. Ker moramo se zavedati, da naše rešitve imajo samo en delček izoblikovan, izdelan v uporabniškem vmesniku. Veliko je v backendu. Seveda, večina našega dela, večina naše Betrovih koristi, teh dobrih informacijskih rešitev je prav v te posebnosti naših podatkov oziroma zapisovanja podatkov. Ja, v bistvu ste znani po tem OpenEHR-ju. Tako. To je tisti del, ki nas zelo izpostavlja kot nekaj naprednega. Kako pristopiš k novemu projektu? Se pravi, ko dobiš nekaj na mizo, neko novo zadevo, ki jo boste delali, kaj je prva stvar, ki jo narediš? Prva stvar je spoznati uporabnika. Mislim, to je res ključno. Če ga lahko ga greš obiskati na njegovo delovno mesto in vidiš, kaj pravzaprav so njegove tegobe. In predvsem moraš pa zvedeti, kdo je uporabnik. V zdravstvu je pri tem zelo velika zadrega. Moram
priznati in o tem se ne pogovarjamo kaj dost, ampak dejstvo je, da je en kup uporabnikov. Ne? Ja, res je. Meni se zdi, da se zmeri skoncentriramo na zdravnika, Ja. ampak zdaj imaš pa še sestre, administratorje, pač polno nekih profilov, Ja. ki jih ne vidimo. Ne? Ja. Zmeri si v zdravstvu predstavljamo zdravnika, ki zdravi, ampak je polno nekih postopkov, se mi zdi, ki se dotikajo milijon drugih profilov. Ja. Zato mi tudi ni všeč zmeri, ko rečemo zdravniki, ampak veliko raje vidim izraz zdravstveni delavci, ker zajema res veliko. No, ampak jaz ti drugih bom profilov, pa še malo razširil ta obzorje težav oziroma izziva, ne? Ker je pogosto naročnik podjetje, v bistvu zdravstveno podjetje, ne pa tale zdravnik. Ne? Se pravi, recimo, da je to šef oddelka IT-ja, ne? Ali pa šef oddelka zdravstvene organizacije. Ne? In ni nujno, da je njegov interes enak interesu zdravnika. Se pravi, čeprav v Sloveniji je predstojnik oddelka zdravnik. Ne? Je tudi zdravnik. V tujini verjetno temu ni tako. Ampak recimo, dajva reči glavna sestra, da se ne bova zapletala reči v zdravnike. Ne? Glavna sestra, njena naloga je imeti nadzor nad sestrami. Tako. In ko ti poslušaš navodila o funkcionalnosti, ki naj bi jo sestre uporabljale, so pogosto usmerjene v nadzor dela. Ne? In se pravi, če govorijo konkretno o uporabnosti, kako dober je to uporabno za tistega, ki izvaja naloge, ni vedno v smeri najboljšega rezultata delavca, ampak je bolj usmerjeno v olajšanje procesov. Ja, tistega menedžeriranja. Tako je. Lahko greva še naprej. Ne? Zame, recimo, je končni uporabnik pacient. Ne? Zakaj? Ne? A je to, da zdravnik lažje dela, kar dela, ne? A to pomeni najboljši izid za pacienta. Verjamem, da vsi verjamemo, da ne? Da so zdravniki vedno usmerjeni v svoje poslanstvo in da delajo vse po najboljšem možnem načinu, ampak včasih ga pa sistem prisili v nekaj, kar ni najbolj navdušen, ne? Recimo v zbiranje podatkov, ne? Ki pacientu koristijo, ampak njemu naložijo pa več dela. Ja, vse se definitivno strinjam. To je bila naša izkušnja. To je hud problem. Ne? Ko smo delali register za srčne zastoje v Sloveniji. Registri so sploh grozljivi. Tukaj nas je mentoriral tudi Better, zaradi tega smo se tukaj poglobili v te uporabniške izkušnje, na koncu še vedno ni bila tako dobra. Bil je sem študentski projekt. Ampak res je težko zagotoviti, da se bo nek velik nabor podatkov, ki mogoče bojo celokupno pomagali čez par let, ne pa ena na ena pacientu. Težko je prepričati tistega klinika, ki se ukvarja, pa naj bo to zdravnik ali pa medicinska sestra ali pa administrator. Težko ga je prepričati, da je smisel v vpisovanju teh podatkov. Še težje je pa zagotavljati, da so ti podatki točni. Zaradi tega, ker ko dodaš neke dodatne formularje, je zelo težko zagotoviti, da bojo podatki pravi. In potem smo mi to ena na ena gledali vsak vpis podatkov, ali je to smiselno, ali je to nesmiselno. To pa zajema res veliko dela nas, ki smo upravljali z registrom, pa tudi domenskega znanja. Ne more to kar nekdo poljuben delati, mora nekdo, ki ima izkušnje s srčnimi zastoji, pa ve, kaj gre skupaj, pa kaj ne gre skupaj. Ne? Ja, res je. To vprašal si me, kaj greš najprej pogledati, ko dobiš projekt na mizo. Ne? Se pravi, da zveš, kdo je naročnik, kdo je tisti, ki bo od tega, se pravi, kdo je naročnik, kdo bo imel od tega korist, ker lahko gremo še naprej. Kaj pa, če je naročnik oziroma uporabnik ZZZS? Vemo, da prej si samo omenil administracijo, ne? Da je zdravstveno delo zelo obremenjeno z administrativnim delom. Zakaj? Zato, ker vse to mora nekdo plačati. Ne? In to plačuje ZZZS. In je tudi v njegovem interesu, da so delovna mesta opremljena z informacijskim sistemom, ki tudi njim prinaša koristi. Ne? In potem posredno prek ZZZS je davčna politika, pa vodenje države, pa celovito zdravstveno stanje v Sloveniji. V bistvu je cel ekosistem, ki se povezuje. Mislim, če se začneš spraševati, kdo je v zdravstvu končni uporabnik, postane to filozofsko vprašanje. Ja, se strinjam. Se pravi, zdaj
Ne, da zdaj pri vsaki nalogi uporabniškega vmesnika greš v to polje, ne? Ampak fino je pa, da se z tega zavedaš. Ker moraš neke kompromise verjetno celo pod projekta sprejemati. Točno to. Ne? Ker potem lažje sprejemaš kompromise, ki nastajajo in se lažje vživiš v težave. Ne? Se pravi, dobiš naročilo od enega človeka, se pravi, neke vrste interesa, ne? In moraš imeti empatijo do končnega uporabnika, ki bo pa izvajal tisto, kar je, ne, ni vedno navzkrižje. Posebej pa recimo, da imamo v Sloveniji še neko idealistično stanje, ali pa se delamo, da imamo idealistično stanje zdravstvenega sistema, ampak v Angliji je tam pa odkrito ločevanje, segregacija na farmacevte, zdravnike in ostalo zdravstveno osebje, ki pa vidiš, da med sabo glih kome še komunicirajo, da so zelo ločeni, da je treba res paziti, da veš, kdo naroča, zakaj, s kakšnim namenom. Ne. Se pravi, na začetku je ta dizajnerski del za uporabniški vmesnik res zelo na visokem nivoju, ker recimo govorijo o tem, da delam v računalniški firmi, pretežno računalničarje to še manj zanima. Ne. Oni potem dejansko hočejo narediti neki zelo kodo, kodo, ki dela prav, brez bugov, na pravi način. Se pravi, so še bolj odmaknjeni od tega, kaj pravzaprav produkt bi naj počel. Ne? Ja, vidim, da imate kar veliko domenskega znanja. Ne? Rekel si, da delaš že več kot 15 let pri Betterju. Ja. Kako se v bistvu lotiš neke nove domene? Znanja. V enem drugem podcastu sem poslušal za področje biologije, da je bolje vzeti študenta biologije pa ga naučiti programirati, kakor programerja naučiti biologijo. Ne? Kako je to z uporabniško izkušnjo? Kako se v bistvu lotiš? A si kupiš neko osnovno knjigo pa gledaš, ker to so res kompleksni veliki sistemi. Ne? Kako prideš sploh zraven, da se sploh znaš pogovarjati z naročnikom? To je pa zelo zanimivo vprašanje. Ja, eno je, v mojem konkretnem primeru, je to, da nekaj kilometrine že imam, ne, in sem vešč tega pogovarjanja z uporabniki in z naročniki in da vem, kakšne so bile izkušnje nekako odprej. Ne. Se pravi, nekako že veš, kam pes taco moli, kadar se stvari postajajo čudne, ne, v zahtevah. Zdaj, moram priznati, da pri svojem delu najbolj uživam ravno v spoznavanju domenskega znanja. Ne? Da je ta način spoznavanja raznih delovnih procesov mi je zelo ljub. Da, neko razgibanost. Ne? Ja, se pravi, da spoznam, kako delajo sodstvo, da sem spoznal, kako delajo skladišča, kako delajo računovodstva, davčna uprava, to so energetski servisi, zelo kompleksni sistemi. Ne? Ja, kako deluje požarni sistem v državnih zalogah nafte. Vedno me je to zanimalo. To, da prideš tja in vidiš tisto, kar si misliš, da obstaja, pa vidiš dejansko, kako deluje in včasih prideš do presenetljivih odkritij, kaj vse more biti narejen za to, da deluje. Ne? In zdravstveno delovanje je pa itak ultimativno. Ne? To je pa tako izjemno kompleksna panoga, ne? Zahodna medicina, ki se po eni strani specializira v podrobnosti, kar se tiče zdravljenja diagnoz in tega, po drugi strani postaja vedno bolj podkrepljena z farmacijo, z tehničnimi nekimi pripomočki. Kako bi rekel, ne verjamem, da lahko rešim vsak problem, ki pride na mojo mizo, lahko ga pa naslovim z istimi principi in koncepti. Se pravi, najprej spoznati konkreten primer, konkreten problem, izziv in ga začeti reševati po posameznih korakih, spoznati use case, user story. Kaj največ, mislim, vedno se prej ali slej najde rešitev, če imaš dovolj časa, da se z nekom pogovoriš, ne? Če ga dobi za zaveznika, če ti pokažeš njemu, da si zaveznik, ne? Da si zaupata in pravzaprav skupaj ustvarita neko rešitev. Ne?
To izkušnjo imam recimo iz arhitekture. Ne? Če ti nekomu, neki mladi družini rešuješ tloris, kako bodo živeli, ne? Saj jim ti ne moreš povedati, kako bodo živeli. Lahko jih pa vprašaš, kako mislijo, da bi radi živeli. A imajo pse, 3 pare smuči, 5 koles, psa. Ne? Potem jim pa artikuliraš to v nek tloris. Kakšne so opcije za njih? Kakšne so opcije? Seveda, jaz nisem živel v vseh mogočih hišah, ampak vem pa, kako se pride do takih tlorisov, ne? Kakšni so principi komunikacije med prostori in vsem tem. In s to izkušnjo lahko pridem tudi do uporabniškega vmesnika, ne? Se pravi, do oblikovanja uporabniškega vmesnika. Vem, da kaj pomeni sedeti za mizo, vnašati podatke, kaj pomeni browsati podatke. Vem, koliko je velik prst od človeka. Ne? Se pravi, za ta UI. Ja, imamo neke ergonomske omejitve. A se vidi na 1 meter toliko velika ikona ali se ne? Ne. Razumem. Se pravi, zdaj smo kar veliko tudi vprašanj, ki sem jih za naprej pripravil, odgovorila. Ampak najpomembnejše vprašanje na začetku projekta, se pravi, kdo je naročnik, kdo bo to na koncu uporabljal, za koga je sistem dizajniran, še kaj drugega, kar je pomembnega. Ja, seveda. Še vedno ne morem biti neobremenjen za izvedbo. Ne? Jaz delam za naročnika, oziroma sem vpet v izvajalca računalniških rešitev, kar pomeni, da moram vedeti, kaj se da narediti, oziroma kako se da kaj narediti. Lahko imaš ti neko rešitev, ki je idealna, ali pa se ti zdi, da je idealna, ampak bi bila njena izvedba v tem trenutku pač nemogoče, bodisi financ, časa, pač tehnologija morda še ne obstaja. Ne? Pa jo potem temu prilagodiš. Ne? Se vemo, kaj vse se zgodi. Recimo, da nam se zdi za zdravstvo tablica, se pravi, te mobilni devajsi, tablica se zdi idealen pripomoček. Ampak pa ugotoviš, da ne, je pa problem to, da jo je težko oprati. Ne? Razumem, ja. Se pravi, čisto take neke tehnične zadeve. Mislim, ja, lahko rečeš tehnično, ampak čisto take realne težave, ki jih je treba upoštevati, ker mogoče na njih nisi pomislil. Verjetno zelo težke za predvideti tudi, če nisi fizično tam, pa opazuješ, pa si predstavljaš. Ja, sigurno pomaga. Mislim, to biti kot dizajner, imeti dostop do okolja, v katerem se bo tvoj izdelek uporabljal, to je, ko bi lahko rekel, ultimativno nujno. Ne? Žal pa ne vedno dostopna priložnost. Razumem. Ponavadi naročila za neke programske rešitve nek menedžer naroči. Ne? In on si tudi nekako predstavlja, kako bi zadeva izgledala, kaj bi vse moglo vsebovati. Kdaj pa se vključi end userje? A se to že takoj na začetku? Oziroma na katerem koraku si rečeš, ok, zdaj moram pa te uporabnike začeti z njimi sodelovati, z njimi pokazati jim, kako si zadevo predstavljam, pa dobivati njihov feedback na to. Ja, zdaj, naročniki so različno spretni. Ne? In na eni strani, to, ko si rekel, menedžeri, da naročajo. Če je spreten menedžer, potem bo on to naročil na poslovni ravni. Ne? Potem on ne bo naročal tega osebno, tudi na operativni ravni oziroma na strokovni ravni. Ne bo to prepustil tistim, ki to delajo, ki se na to spoznajo. Se pravi, jaz to vidim vedno tako, da se pač menedžeri na vrh zmenijo o financah, o obsegu, o času, o tem, kdo bo kdaj počel, da se potem ta middle management zmeni na nivoju operativnih sestankov in predajanja materialov in kdo je kdo na eni in drugi strani, kdo so strokovnjaki, ki odgovarjajo na vprašanja, kdo so analitiki, ki sprašujejo, kdo bo tehnično se skupaj povezal, kje so. Ne? In potem so operativci, ki en bo skrbel za bazo podatkov in se bo pogovarjal z nekom, ki je pri naročniku, bo skrbel za to bazo podatkov in se one dva med sabo pogovarjate. Ne? Se pravi, da se povežejo ti. Se pravi, jaz kot uporabniški, se pravi, dizajner za uporabniški vmesnik, jaz takoj skočim pač k uporabniku. Ne čakam na to, da se vse ostalo prej zgodi, pa potem ga vprašam, a se nam je zdel dober,
kaj si ti misliš, ne? Ampak, da ne zgubiš časa. Ne? Tako, kot recimo on, ki bo skrbel za bazo podatkov, rabi neke podatke o tem, kam jih bo dal, ne vem, čist tehnične, ne? O strežniku, o vrstah dostopa, varnosti in tem. Tako moram jaz vedeti, za koga delam. Razumem. Kako pa je najbolje organizirati sodelovanje z end-userji? Intervjuji. Z intervjuji. Ja. 1 na 1. Ni nujno. Ni nujno 1 na 1, na čim več različnih možnih načinov. Se pravim, end-userji so včasih malo zamegljeni, kdo je kdo, ne? Zdaj težko greš pacienta vprašati, kaj pa vi mislite, kakšen software bi mogel vas zdravnik uporabljati za to, da bi vas boljš pozdravil. Ne? Čeprav končni cilj bi to bil, ampak nekako ne špila. Ne? Težko bi si predstavljal, da bi nekdo znal na to odgovoriti. Zdaj, pri zdravstvu je še posebej problem, ker je ta panoga precej občutljiva za varstvo podatkov. Ne? Težko si predstavljaš, da boš lahko prisoten pri ambulantnem pregledu. Razumem, ja. Recimo na pediatriji smo bili zraven na vizitah, bili smo v operacijski dvorani, pa na unih notranjih vizitah, pa tako, ne? Ampak ni pa to za pričakovati, da si lahko določeni... Ni to samoumevno. Ni to samoumevno. Težava je biti prisoten. Ne? In zato se potem veliko pogovarja recimo z zdravnikom, ki opisuje svoje delo, kako dela, ampak nikoli ne zveš čisto dobro, kaj dela. Dostikrat se zgodi, da nekdo govori o tem, kaj počne, pa veš, da to ne more biti čisto tako, in potem, ko ga opazuješ, pri tem pa opozoriš, da nekaj dela, se šele takrat zave, kaj pravzaprav počne. Ne? Verjetno, če en proces ponavljaš vsakeč znova, ne vem, 30 let, pozabiš na posamezne korake, ampak si sem približno predstavljaš. Ne? Zelo avtomatizirano rata vse. Vsem se nam to zgodi. Ne? Če bi nekdo poskusil opisati to, kako gre zjutraj v službo, bi rabo precej časa, čeprav to počne, ne vem, leta in leta, ne? Ampak če bi mogel res tako algoritmično, kar pač uporabniški vmesnik je, ne? Opisati o tem, kako stopi iz stanovanja, zaklene za sabo, pokliče dvigalo, pride do avta, odpre vrata, obrne stikalo. Ne? To so neki postopki, ki so takrat, ko jih dizajniraš, morajo biti res piljeni. Vsak posebej. Mi jih pa potem sploh ne opazimo, ker če je dober dizajn, pravzaprav ne opaziš, kaj vse narediš za to, da se pripelješ v službo. A misliš, da so za te intervjuje boljši juniori, ker oni se še vsega učijo, nimajo tega avtomatiziranega? Vse je fajn. Vse je fajn. Dobro je imeti neke juniorje, ki se še učijo, ki so še odprti, ki imajo tudi predloge, kako bi lahko stvari bile boljše. Kar je super. Fajn je imeti kakšne seniorje, ki so že dali marsikaj skozi, tudi pred informacijsko dobo, ne, pa poslušati, a se jim zdi, da je zdaj boljš ali pa da je slabš ali pa ne. Vsak info je veliko več vreden, če ga dobiš iz ust neposredno, kot pa če pa preveden skozi neke funkcionalne specifikacije. Tako da je treba v bistvu early on začeti čim prej z end userji. Obstaja en tak zelo grd izraz lipstickov na pik. Gotovo si že slišal. Ne, v bistvu zagledaj prvič. Ojoj. To je en tak legendaren. To je že star, da že izumira, no, ampak zelo je bilo, dizajnerji se samo tako malo pomilujemo, ne, da nas pokličejo takrat, ko je že vse prepozen, ne, lipstickov na pik, se pravi, to je vse, kar nam še pustijo narediti. Tega zdaj na srečo ni več toliko. Se pravi, da dizajner pride v fazo snovanja, takrat, ko se odpirajo možnosti. To je pomembno. Obstaja en tak dvojni diamond, zelo preprosta interpretacija tega, kako se na nekem procesnem nivoju odvija razvoj aplikacij. In na začetku se stvari odpirajo. Ti spoznavaš, kaj je treba narediti, spoznavaš možnosti, odpirajo se priložnosti, kaj vse bi se dalo, ne?
In potem jih zapiraš. Rečeš, ok, to vse bi se dalo, ampak zdaj pa dajmo mi to spraviti v neko realno sliko in pride spet v neko točko, kjer rečeš, ok, zdaj pa vem, kaj moramo narediti. In potem začneš iskati spet priložnosti, se pravi tehnologijo, pa čas, pa te konkretne stvari, ne, in gre spet malo narazen in potem na koncu zaključiš to v izdelek rešitev. Ne. Ja, to se dotakne enega drugega vprašanja. In sicer, ko enkrat naredimo produkcijski deployment, a je treba ostati z naročnikom pa te procese še naprej izboljševati, je v bistvu to konec projekta. Mislim, kako je najboljše k temu pristopati? Verjetno je potem noben produkt ni nikoli končan do konca. Ne? Zmeri so neke priložnosti za izboljšave. Zdaj, ja, mislim, se veš, kaj bom rekel, ne? Vedno je boljše, da nadaljuješ, ne? Zato, ker iz prve težko najdeš absolutno najboljšo rešitev. Ampak pomembno je pa to, ali je to produkt ali projekt. Ti si uporabil oba dva izraza, ampak med sabo se pa zelo ločita. Ne? Projekt je ponovadi nekaj, kar ti nekdo naroči, da narediš in ima končno finančno sliko in končno časovno sliko. In to je pogosto dobra stvar, pa slaba stvar. Ne? Pri produktu je pa precej drugače. Se pa nikoli ne konča. Če ima srečo, ne. Projekti so ponovadi država ponovadi naroči projekt. Ne? Mislim, država kot te javni razpisi. Ne? In oni seveda ne morejo si privoščiti, da bi bil projekt odprt. Projekt mora biti zaprt zaradi financ, predvsem pa časa in vsega nadzora. Ne? In zdaj v tem času je pač treba narediti neko rešitev, ki je časovno zamejena, ki ima svojo končno stanje in seveda takrat se da v uporabo. Zdaj, če je naročnik spreten, pameten, če ima to možnost, bo rekel, ok, to je konc projekta 1, dajmo delati projekt 1.1. In zdaj, a je to lahko takoj nadaljevanje naprej, kar ponovadi ni, ali je pa čez par let. Takrat, in kaj je dobra stvar tega, da lahko nadaljuješ projekt, je to, da so to absolutno najboljši testi za tvojo rešitev. Ker dobiš feedback v tem času. Tako, ti si lahko prej testiral v nekih laboratorijih, pa simuliral neke procese, kako se bodo odvijali, ampak potem, ko pa pride res do uporabe v realnem svetu, takrat pa dobiš tako ultimativni feedback in če to priložnost dobiš, je to super in za projekt in zate in za naročnika. Zdaj, pri produktih si pa ti praktično prisiljen v to. Zdaj, če ti en produkt narediš, ga moraš sam financirati in potem ga prodajaš. Noben ti ga v bistvu ne naroči kot projekt. Razumem. In ko ta produkt uspeš prodati na toliko in toliko koncev, vidiš, delaš razna testiranja, odvisno kakšne vrste produkt je. In koliko je velik, koliko neke uvajalnega časa potrebuje. In tukaj si pa pol prisiljen nadgrajevati produkt, zato da sploh imaš kaj za prodajati. In te so pol sil naprej na izboljšave. Tebe sil v izboljšave, tvojega naročnika sili v to, da kupuje nove verzije. Tako da vprašanje je bilo, a je nujno se pogovarjati. Ja, če imaš le priložnost, je nujno. To je najboljša stvar, ki se ti lahko zgodi, je, da vidiš, kako se uporablja to, kar si zamislil. Zato, ker je skoraj vedno kaj končni rezultat tega, kar si naredil. Pa imaš eno vprašanje in sicer glede design sistema. Kaj sploh je to in zakaj je smiselno vanj investirati čas in sredstva? Zakaj ni boljše tega samo sproti postavljati teh različnih dizajnerskih rešitev? Ja, super vprašanje. Design sistem si je najlažje predstavljati kot škatlo Lego kock. Te legice, ko jih imaš v škatli, veš, da bodo vse šle ena v drugo, in lahko sestavljaš neko obliko, nekaj, kar si zamislil na dosti hiter način. Nisi v zadregi, a bo šlo nekaj zraven ali ne bo šlo, vnaprej veš, kako približno bo izgledal,
ker je pač legice že poznaš. Ne? Hkrati pa seveda iz legic ne moreš narediti nekaj, kar ni podobno nečemu, kar je narejeno iz legic. Ne? Se pravi, manjkajo unikatni delčki. Ne? In zdaj vemo, da legice z časom so postajale vse bolj specializirane. Ne? Če hočeš ti narediti neko, ne vem, plažo havajsko ali pa ne vem, neko vesoljsko ladjo, rabiš toliko in toliko nekih specialnih legic, zato da bo čim bolj podoben tisti filmski predstavi o tej ladji. Ne? Zdaj, BDS imaš na različnih nivojih. Mi rečemo BDS, ker smo Better Design System. Se pravi, design sistem, ki ga uporablja Better za sestavljanje svojih aplikacij. In ta design sistem je na več različnih nivojih lahko. Ena je tisti, ki je najbolj podoben legicam, so ti objekti, s katerimi sestavljamo uporabniški vmesnik. Se pravi, gumbi. Tako, gumbi, pa drop-down, pa meni, pa vse vemo, kaj sestavlja uporabniški vmesnik. Malo višji nivo je, kako delujejo te objekti. Se pravi, kako sestaviš layout iz njih, zaslonsko sliko. Da je obrazec zmeraj enak. Da je obrazec vedno ali je enostolpičen ali je dvostolpičen, kako se recimo oži takrat, ko zožiš okno od aplikacije. Te še vedno tehnološki neki principi, ampak še vedno tehnološki, pač na tem nivoju nekega odzivanja sistema. Imaš pa dost višji nivo, ki pa ni več toliko tehničen, mislim tehničen, je tehničen, ampak se ga ne vidi toliko, gre pa za principe, recimo autosave. A se ti neka stvar zapiše takrat, ko jo ti vneseš, ali šele takrat, ko jo vneseš, pa pritisneš na gumb. To zgleda tako mogoče malo banalno ali pa nepomembno, ampak v resnici je zelo pomembna odločitev, kako boš naredil to aplikacijo. Ljudje smo se navadili, da tisto, kar vpišemo, se ne nikamor shrani, dokler ne pritisnemo na save. To je čisto drugačna izkušnja, kot je izkušnja pisanja na papir. Ko ti vzameš papir in nekaj gor pišeš, je to. Tam ni treba nič shranjevati. Ampak to pomeni, da si osvobojen te nevarnosti, da boš izgubil, če ne boš shranil. In v teh letih uporabe softvera smo se navadili tega, da pač ves čas shranjujemo. In zdaj, ko je prišlo do sistema, ki je autosave, ker vemo, da neke aplikacije pa zdaj to ponujajo, smo še vedno nekako zadrege. Se to shranili ali se ni shranili? Kaj, če se shranili, pa nisem mislil shraniti? In tukaj pride potem en dodaten gumb submit. Se pravi, kdaj pa jaz to objavim? Jaz bom shranil zase, ampak potem hočem pa shraniti v podatke. Razumem, enkrat je samo osnutek zase. Če si kakšno opombo oddaš, enkrat je pač, kdaj gre v sistem in je to del. Tako, kdaj postane to javni podatek za pacienta. Se pravi, recimo, pišem izvid in je recimo kompleksen izvid. In ga pišem več kot 10 minut in vmes si dajemo opombe, kaj še manjka, kaj še treba narediti. Tako, in zdaj vmes ga shranjujem, ampak potem ga pa submitem. No, zdaj sem dal samo en primer, ampak kar hočem povedati je sledje dogodkov. Ampak ta visok nivo BDS-ja, se pravi dizajn sistema, kako deluje, kako vpliva na uporabnikovo izkušnjo dizajn sistem. Ni samo to, kako bo izgledal ta gumb, a bo imel zaobljene vogavčke. Ampak kaj pričakuje, da se bo zgodilo? Tako, ja. A se bo navadil, da se mu podatki sami shranjujejo? A se bo navadil, da mu, ob vsakem shranjevanju sistem pove, da je shranil in kam je shranil in da mu kaj manjka. Se pravi, kako se odziva na napačne vnose, na prazna polja in take stvari. To je pa ta višji nivo. Zdaj, če me sprašuješ, je dobro investirati v dizajn sistem? Absolutno. Absolutno. Mislim, če si ti proizvajalec, ki dela dolgo časa, tako kot Better,
zdravstvene aplikacije, potem, če imaš namen ostati dolgo časa v tem biznisu, potem ti seveda dizajn sistem prehran veliko težav. Ne? Treba je biti pa seveda racionalen pri tem, kdaj se odločiti za eno rešitev prilagoditi dizajn sistemu, pa kdaj novo. Pa kdaj narediti nov element v dizajn sistemu ali pa čisto unikatno rešitev. Ne? Lahko pride do tega, da ti neko rešitev dizajn sistem ne omogoča, ne? Zato, ker ni pripravljen, ker še ne obsega nekega, nima tistega elementa, ki ga bo rad v tistem trenutku uporabil. In zdaj, ali se odločiš, da boš vzel prvega, naslednjega, ko je najbolj podoben, ali narediti novega, ali pa pač reči, ok, bom pa jaz spremenil, kako stvar deluje. To je v bistvu podobno kot OpenEHR, ker si želiš čim več arhetipov reusati, ampak včasih se moraš odločiti pa novega iz dole narediti. Tako da v bistvu tudi OpenEHR je na nek sistem, na nek način design sistem. Seveda, z stališča oblikovanja podatkov gotovo. Okay. Pa bi se pa dotaknil še pitfallov, uptakeov, novih informacijskih rešitev. Recimo en primer je uporaba e-recepta v Sloveniji. Sicer super sistem, res dobro deluje, daje nas naprej pred mnoge države Evrope, zato ker imamo ta postopek digitaliziran. Je pa recimo še vedno traja dlje časa kot na papir, velikih nekih ponovljivih akcij, odvisno je, katera programska hiša ga je implementirala in je lahko zelo zamuden. Zdaj, kdaj rečemo, da je uporabnik trmast, kdaj pa rečemo, da je nekaj narejeno slabo? Oziroma, kdaj se moramo vprašati, kako bi to zadevo spremenili? Ja, izjemno vprašanje si mi pripravil. Super. Ampak kle se navežem jaz lahko na tisto prejšnjo vprašanje o tem, kdo je uporabnik naše rešitve. Ne? Zdaj, če bi gledali strogo, da je naš uporabnik zdravnik, ki piše recept, bi rekli, ja, zakomplicirali smo mu življenje in zdaj mora veliko več časa porabiti za to, da upiše, da izpolni en tak obrazec, ki ga je prej zelo na hiter lahko izpolnil, ne? Posebej, ker mu je lahko sestra pomagala pri tem. Ne? Zdaj to za njega siguran mačkam boleče, ne? Ker je on tisti, ki mora vnašati podatke v sistem. Kaj ima zdaj v bistvu to breme napredka, če se tako izrazim? Ja, ampak ta breme napredka je zdaj taka populistični izraz. Ne? To je tisto, ko uporabnik reče, ko se pritožuje. Ne? Zdaj poskušava pa midva kot UX dizajnerja ugotoviti, v čem pa je problem dejansko, zakaj se je to zgodilo. Kaj se je zgodilo, je to, da mora zdravnik zdaj bolj natančno in precizno vnašati podatek. Prej ga je na relativno enostaven in hiter način, ampak je nekdo za njim mogel popraviti. Ne? Se pravi, sestra je morala dopolniti njegove podatke in razumeti tisto, kar je z roko napisal. Pa farmacevt, da ga je v bistvu v lekarni pa mogel upisati v sistem. Tako. Ne? Se pravi, on je dejansko naredil vsebinski del, zdravnik, sestra pa farmacevt sta mu pa pomagala, da je pacient res dobil tisto, za kar je pač on naredil recept. Ne? Zdaj, z informatizacijo pa smo kaj ugotovili? Da sestra ni odgovorna za pisanje recepta in v principu ne bi smela sodelovati pri predpisovanju. Ne? Se pravi, mora zdravnik vnesti vse podatke in to na zelo precizen način, kar pomeni več časa. Ne? Zdaj, ta rešitev je lahko narejena malo bolj spretno ali pa malo manj spretno, kar se njega tiče. Ne? In zdaj, če naredimo preprosto, moraš vnesti vse podatke, potem bomo vzeli vsakeč isto časa. Ne? In jaz jih absolutno in zelo razumem, da zdravnikovega pogleda je stvar problematična. Zdaj, če pogledam pacienta, zame kot pacienta, je pa to stvar super. Ne? Se pravi, čim midva obrneva zorni kot, rečeva, pacient je končni uporabnik, smo naredili dobro delo. Ampak, zdravnik pa zaradi tega ni zadovoljen. Kaj pa, če bo zdravnik zdaj nehal pisati recepte, ker pač mu ni več to všeč, pa za pacienta to slabo. Se pravi, vedno ne moramo reči, tega ne upoštevamo. Ne? Moramo tudi zdravnika upoštevati. Čeprav vemo, da njegovo delo je potrebno,
ne, ampak hočemo mu pa vsem olajšati delo, ne, da ne bo vsega skupaj vrgel puške v koruzo. Zato, ki pride pa to pomembno to vprašanje, ki smo že prej se pogovarjala, da ko je produkt končan, ne, mora biti potem naslednji korak zbiranje vse te uporabniške izkušnje in posodobitev na neki boljši. Seveda. Mi se nismo zavedali teh težav, kaj vse bo to prineslo za zdravnike. Mi smo jih sproti odkrivali, ko smo poskušali do tega. Mi smo delali veliko na tem kolaborativnem predpisovanju. Smo imeli ideje za to, ampak smo ugotovili, da preprosto sestre ne morejo tega, nočejo tega početi, nočejo prevzeti odgovornosti. Veš, ker računalnik si zapomni, kdo je ta zadnji gumb pritisnil. Ja, res je. Na papirju je pač štempelka zdravnika in je to. Tako, in sestra ga interpretira, ampak pa tudi po telefonu se marsikaj izmenta, ampak to ni tako brutalno, natančno zabeleženo, kdo je bil tisti, ki je odgovoren. Pa še eno stvar, zdravniku na vse možne načine poskušamo olajšati vnos zdravil v predpisovalni obrazec in iz tega recept. Kaj pa trčimo, ker možnosti je res ubilo. Zdravniki, dostikrat se zgodi, da zdravniki delajo na oddelku, v neki specializaciji z nekimi mogoče celo kroničnimi bolniki, pride do tega, da izdajo 80% receptov izdajo na 20 zdravilih, recimo, s pretežno podobnimi. Se pravi, oni veliko repetitivnega dela in če nimaš nekih templatov in lahko bi imeli template. Lahko bi mu ponudili template, posebej, če dela za istega pacienta, ki se prej slej začnejo ponavljati. Se pravi, v bistvu bi lahko samo podaljševal pretežno. Ampak tukaj pa trčimo v tisti drug del, ko reče, mogoče pa preveč sugestiven ta postopek. In potem zdravnikom bi lahko olajšali, ampak pridemo pa do nevarnosti, ko reče zdravnik ali pa njegov nadrejeni ali pa stroka, kot zdravstvena stroka reče, tole pa mogoče preveč sugestivno. Ker si želiš, da vsakič, ko predpišeš zdravilo, razmisli. Da razmišlji, tako. Ja. Zdaj, tukaj pa se jaz nimam pravice v to. Je pa to stvar stroke. Ja, jaz lahko rečem, mogoče pa ne čisto vsakič, razmišljate o tem, mogoče bi pa vsem imel tam na izbiro 3 najbolj verjetne, pa še ta 4. Bom še enkrat razmislil, ampak tukaj so tudi evropske direktive, ki potem rečejo, to je pa že medicinski aparat. In tega se pa nočemo. Ker se moraš pa certificirati. Prvič to, da certificiraš, drugi si odgovoren. Bog ne daje, da se kaj zgodi, kakšna napaka po sistemu, po razlogu, zato ker je sistem narobe nekaj predlagal. To je tako smrtna obsodba. Ne razumem. Mislim, dobesedno. V bistvu zelo taka težka pozicija tudi za tistega, ki ta sistem postavi. Ja, se veš, kako je z samovozečimi avti. Zdaj, vsakeč, ko gre kaj narobe. Če se usedemo v avto, pa avto vozi, pa se avto naredi težavo, se nekam zaleti, naredi nesrečo, Bog ne daj, da koga poškoduje. Kdo je kriv? Jaz sigurno ne. Se pravi, ko je software napisal, to so... Prevzameš velik del odgovornosti. To bo zelo zanimivo področje tudi za umetno inteligenco v zdravstvu. Ker lahko imamo te pogovorne robote, kamor daš simptome, pa ti vam pove, je to za urgenco ali ne. Ampak ko se pa nekomu zgodi, pa mu je program rekel, da naj ostane doma, bo pa to velik problem. Seveda. Čeprav vsi, če zdaj posegam v tvojo zdravstven ponos, ampak če tako pogledaš, nek specializiran AI, ki ima pregled nad svetovnim dogajanjem, kar se v zdravstvu tiče, ima pravzaprav veliko več znanja, veliko več podatkov o tem, kako se ena bolezen zdravi na uspešen ali pa manj uspešen način. Ker en zdravnik je pač omejen na tisto svoje znanje, ki ga pridobi, bodi si v študiju, pa potem v člankih, pa napredovanju. Pa vsi smo samo ljudje, vsega nikoli ne moreš vedeti. Če se zelo trudiš, si proti neke umetni inteligenci, ko ima dostop do večje baze in hitrejš predeluje to, si neboglen. To je tako kot šah, človek ne more več zmagati.
Ja, mislim, zmeraj je pri vseh teh sistemih, zmeraj probaš nekako preprečiti tistih par procentov napak, ne, ki so pa mogoče očitne človeku, pa jih sistem nikakor ne prepozna. Ne. Ja. Tako da, tako zanimivo področje in me res zanima, kam se bo to naprej peljalo. Tukaj prehajamo peljalo. do etike. Ne? Zdaj, a veš, če zdravnik naredi napako, absolutno veš, da ni je naredil namenoma, da je vedno naredil v svojem najboljšem možnem načinu, v tistem trenutku, ko je imel pač znanja. Ne? Ampak če pa nekdo, ki je pa to naredil na podlagi nekih algoritmov, ne, se pravi računalnik, tam pa težko rečeš, ja, zamočuje. Ne. Sploh, kadar jih ne moreš razlagati. Ne. To ni tako napaka, velike sisteme težko to je, razložiš. To je sistemska napaka, to je vgrajeno vanga. Ne. In je, veš, pri človeku mu upravičiš to napako, ne, pri računalniku pa ne moreš upravičiti. In to je ful etična težava. Rad bi se dotaknil še Red Dot Awarda, ki ste ga dobili 2019 z Betterjem. Pa me zanima, zakaj ste ga dobili, kaj sploh je Red Dot in kaj to pomeni za vas? Rdeča pika je nagrada za oblikovalske dosežke. Tukaj ne gre za tekmovanje, da si boljši od nekoga, ampak gre za neko priznanje, da si nekaj naredil dobro. Ne, tako da takrat smo sodelovali na tem festivalu, recimo, ne, in smo dobili to in smo seveda bili zelo ponosni, ker je bilo pripoznano kot nekaj, kar je dobra zasnova. In zakaj je pravzaprav šlo? Naredili smo en mini, recimo v primerjavi z informacijskim sistemom za celo bolnico, smo naredili mini register, ki je imel pa zasnovo zelo posebno, kar se tiče navigacije. Če malčkam poglobim zgodbo, ne? Recimo, da je bil web doktor, se pravi tisti predhodnik tega, kar je zdaj. Tega klinikala, kakršen je zdaj, ne, je bil to dosti klasična neka aplikacija, v smislu, da je imel menije, da je imel neko statično navigacijo, se pravi, da je naslavljal, da je uporabnik prihajal do podatka na nek zelo sistemski način. Tako kot mu je aplikacija velevala. Ne? Neka hierarhična struktura podatkov je bila vgrajena v aplikacijo in na ta način je te vodilo skozi. Clinical je bil napreden v tem smislu, da je med te posamezne podatke, ki so se pojavljali na uporabniškem vmesniku, postavljal povezave. Se pravi, da ko si recimo imel dashboard pacientov, ne, si tam videl nek izvid od tega pacienta in ko si kliknil na njega, si dobil ta izvid in potem iz tega izvida je šlo na potnico in tako naprej. V glavnem so bili kontekstualne povezave kot navigacija po podatkih o bolnišničnem sistemu. Tako da so ti v bistvu prihranili veliko časa. Kar se tiče iskanja podatkov, je bil bistveno boljši kot to, da si mogel ti v bistvu hoditi po drevesni strukturi, iskati posamezne podatke. Se pravi, da si šel najprej do pacienta, pa potem do njegovih laboratorijskih podatkov, pa do njegovih izvidov. Pa to. Mi smo v Clinicalu uspeli narediti, da je imel izvid linke na laboratorijske podatke, na klinične. Tako da je bilo vse na enem mestu, pa hitro dostopno. Ni bilo vse na enem mestu, bilo je pa hitro dostopno. Ne? Ker se pravi, recimo, da je bil summary, povzetek, ne, je bil na enem mestu, ampak ko si rabo bolj podrobne podatke, si imel tam neposredno link, da si lahko do njih prišel. Ok, zdaj pa Pathfinder, ki pa bil na Rdeči piki v Berlinu, je pa šel še korak naprej. Vemo, da zdravniki so sposobni gledati velike količine podatkov. Na zelo zgoščen način in iz tega so sposobni potegniti neko sliko pacientovega stanja. Kaj to pomeni? V fizičnem svetu je to nek karton, v katerem je tako številni listi so raznih oblik, podob, vrstih podatkov, se pravi rentgenske slike, izvidi. V glavnem, normalen človek, ki ni zdravnik, si težko predstavlja, da se da iz tistega na tak hiter način pridobiti neko sliko, se pravi informacijo. Ne podatek, ne, da iz podatkov
ki so na listih papirja, pridobi zdravnik informacijo. Kaj je problem uporabniških vmesnikov, računalniških? To, da smo omejeni na en zaslon. Se pravi, karton z veliko količino papirja se lahko razloži na mizo In je hitro za navigirati. in ga lahko opazuješ naenkrat, po več listov papirja naenkrat. Ne? In jih lahko listaš in jih poljubno obračaš in je pravzaprav na dosegu rok je iskanje informacij. Na uporabniškem vmesniku smo pa omejeni na en sam zaslon naenkrat. Se pravi, je to spoznavanje podatkov linearno. Ne? In ko greš do naslednjega lista, Zapreš prejšnjega. Zapreš prejšnjega. Ne? In kle, pri Pathfinderju smo si zamislili eno tako zelo posebno navigacijo, ki bi odpirala zavihke v neskončnost. Se pravi, da se prejšnji zavihek ne bi popolnoma skril, ampak bi ostal Nekje v ozadju. nekje v ozadju, še vedno viden na pol, naslednji bi se pa pripeljal nad njega. In na ta način bi lahko skakal med njimi. Ker velikrat, recimo, ko pišeš odpustenco, skačeš med vsemi izvidi, ki jih je pacient imel v bolnici in pol tisto odpustenco zapreš, skočiš na tizga, si tam pogledaš, upaš, da si jo zapomnil do časa, ko si tu noter na tipko, ne? In tako skačeš vmes. Tako da verjetno ste ta problem uporabniški. Smo ga naslovili. Nismo ga izvedli potem v popolnosti, kot je bil zamišljen, ampak v okviru tistega registra je bil izveden in res dobro narejen. Potem sem videl, so bile neke študije delane na zelo podoben način, tudi če ne izvedene, ampak res ta delno prekrivanje in neskončna navigacija iz enih do drugih podatkov, to je bilo tisto, kar je bil srž te rešitve. No, zelo zanimivo. No. Škoda, da ni prišlo v prakso, še verjetno. To mislim, da je samo vprašanje časa. Ta veda, taksonomija, ta je vedno bolj pomembna. Ne? Sploh v zdravstvu. To ni več zdaj samo knjižničarski problem, ampak zdravstvo temelji na podatkih o pacientu. Zdravstvena veda, zdravnik, vsi delajo na podatkih, ki obstajajo. In teh je vedno več, zato imamo vedno več preiskav. In tukaj bolj pride raznih snovmedi. Mislim, snovmed je neka vrsta strukturiranja teh podatkov. Ne? Ampak ta urejanje pacientovega kartona je tisto, kjer je še veliko priložnosti. In zdaj, a to delaš na nivoju zapisovanja podatkov, ali delaš to na nivoju prikazovanja teh istih podatkov. Zdaj, če ti spretno zapišeš podatek v pacientov karton, tako kot počnemo mi z templati pa z arhetipi, se pravi, da opisujemo podatek na nek odprt način, se pravi, se lahko na nivoju iskanja podatkov privoščimo, da jih iščemo na različne načine, ki so odvisni od konteksta in od uporabnika. Se pravi, od konteksta, ja. Zdaj, kakšne vrste je pacient, kakšne vrste je zdravnik in v kakšnem trenutku se zadeva odvija. Je pa prvi korak, da jih ne pišemo v prostem tekstu, ampak strukturirano. Ja. Zdaj, seveda, struktura podatkov se zdi ključna, zato, da jih lažje najdeš. Je pa to najbolj boleča točka na splošno. Upisovanje. Vsi bi gledali podatke, vsi bi jih uporabljali, analizirali, brali, dobivali iz njih informacije. Boleče jih je pa vnašati. In mislim pa, da se je zdaj pa v zadnjem delu z umetno inteligenco, pa mislim, da je velika priložnost, da to predamo njemu. Oziroma, da uporabimo to strojno možnost, da nam strukturira podatke iz prostega teksta. In jaz tukaj vidim ravno tako veliko priložnost, kakor smo jo dobili s tem, da on nam predvaja podatke. Tako da je v bistvu nam bo na večjih področjih pomagalo. Ja, ker zdaj znamo mi, mislim, zdaj vsi uživamo v tem, kaj on se nam
daje kot odgovore, zato ker ima dostop do vseh teh podatkov, ampak mislim, da ga bomo mogli tudi vključiti v to, kako bo on to zapisoval. Se pravi, če se midva zdaj pogovarjava kot zdravnik pa pacient, da bo naredil nek strukturiran povzetek, se bo dalo na njem kaj narediti. Tako, ja, da bo v naslednjem trenutku imela prikazane te podatke v kontekstu, recimo, a sem jaz, kakšno diagnozo imam, Ne vem, če veš, ampak to se zdaj dogaja. Mislim, da v tujini že obstajajo startupi kot Scribe, ki dela zapiske in ti pomaga to nekako iz pogovora zdravnika s pacientom neke strukturirane podatke ustvarjati, neke zapise. Tako je. Mislim, jaz ne vem prav za ta konkreten primer o zdravstvenih podatkih, ampak vem pa, česa vse je sposoben stroj že pri analizi podatkov. Okay. Jaz bi se bolj dotaknil še dve vprašanji, kratki imam. In sicer prvo, kaj bi v Sloveniji kot user experience, nek sistem, ki ima to dobro narejeno, kaj bi pohvalili? Recimo, ali v zdravstvu, ali pa tako nasplošno. To pa zelo široko vprašanje. Zdaj, prej so govorili o e-receptu. Jaz mislim, da e-recept je dobra rešitev. Vse si že sam rekel, da v tem smo napredni, tudi za marsikakšno drugo, bolj razvito deželo. Zdaj, težko bi rekel, da je to dosežek UX-a, to je dosežek neke odločitve, politične odločitve, da bomo to imeli, ampak imam pa zelo dobro uporabniško izkušnjo. To je zdaj, veš, razumem, ja. Ni nujno, da je dizajner se to zmislil, ampak uporabniška izkušnja za končnega uporabnika pa je zelo dobra. Zelo dobra, Zdaj, to je en nivo, tak visok, sistemski, recimo. Lahko bi pa rekel za čisto konkretne rešitve. En zaslon dobro narejen, a nekomu res omogoča hitro upravljanje, a mu je poenostavil njegov delovni proces. Teh primerov je veliko, ne bi zdaj konkretno izpostavljal. Tako da v bistvu v Sloveniji imamo znanje in izkušnje take zadeve delati. To pa vsekakor. Okay. Recimo, veš kaj, lahko ti to povem, to je ful zanimiva stvar. Sicer bom povedal, bom to naredil na primeru naše rešitve, ampak ne vem, če se spomniš, včasih so bili ZZZ avtomati, kjer si potrjeval svojo zdravstveno kartico. In te kartice ta postopek je enkrat postal obsolet, ni bil več potreben in potem so te škatle odpeljali v klet posameznih zdravstvenih domov in so polne. Mislim, tam jih je in doben ne ve, kaj bi z njimi. No, v glavnem, mi smo zvedeli za to in smo, da tak avtomat tam dol je in smo v čakalnico oziroma sprejemnico pediatrične klinike dali postaviti en tak avtomat in smo ga opremili za avtomatski check-in. Za registracijo pacientov. Ja, se pravi, če je imel nekdo napovedan obisk tistega dne, in je prišel v zdravstveno kartico, ni treba, da je čakal v vrsti za administratorko. Je dal kartico noter, ona, mislim, sistem je pogledal, a se to meča z njegovim vabilom in ga je poslal v to pravo ambulanto na ta pravo nadstropje. Se mi zdi tako taka simpatična rešitev, ki ni stala praktično nič. Vse informacije smo imeli, avtomat je bil, upam pa, da je rešil marsikakšno minuto čakanja. Potem pa še zadnje vprašanje, kako začeti na področju UX-a? Katere so kakšne knjige ali pa vaše inspiracije, komu slediti na socialnem omrežju? Za nekoga, ki je čist na nuli, kaj bi mu predlagali? Predvsem mora biti radoveden, da ga zanima življenje, da ga zanima, kaj so vzroki, kaj so razlogi, da ga zanima, zakaj se nekaj zgodi, kakor se zgodi. To se mi zdi ključno. Se mi zdi, da ta UX, ta UI, ta sama podoba na zaslonu je ta zadnja stvar, ki je rezultat tvojega dela. Ampak sama ta proces do tega, kakor so se pogovarjala. Recimo, proces, samo delovanje mora biti pa globje. Morate res to zanimati. Mislim, da se da to temeljno znanje o oblikovanju
zaslonskih slik in uporabniških vmesnikov dobiti marsikje na spletu. Se mi zdi pa fajn, da se pa še vedno to dograjuje z nekimi vzporednimi znanji. Ne vem, o tipografiji, o barvah, o informacijski grafiki. Recimo, jaz sem se zaljubil Tuftega, to je en statistik, ki se je specializiral za vizualizacijo statističnih podatkov. In ima krasne knjige o tem, kaj vse se da narediti in kako je treba razmišljati o tem, da ti podatek spremeniš v informacijo. Ja, jaz sem zasledil Jan Holca, ki tudi dela te vizualizacije podatkov, predvsem za znanost. In se mi tudi zelo dopade njegova vsebina in to, kako v bistvu pove, da se izmeri treba osredotočiti na zgodbo in kako to najboljš predstaviti. Tako, se strinjam. Ja, kako naj kdo začne? Zdaj, kak background, jaz sem arhitekt, imam pač to šolo za sabo, večina mojih kolegov je oblikovalcev, imajo za sabo bodisi grafični dizajn, bodisi industrijski dizajn. So že kolegi, ko so za sabo imeli prav specialistični dizajn, to šolanje, dejansko UX študij. Tako da gotovo to pomaga, ne, da imaš neko formalno izobrazbo. Pa verjetno štejejo tudi izkušnje, tako da je treba sem začeti. To pa verjetno tako, kot čisto vsaki obrtniškem znanju. Ne, radovednosti pa pripelje potem. Informacije itak vemo, da so zdaj vse dostopne. Najboljši pa seveda biti v ekipi, ki nekaj res dela, v neki široki ekipi, recimo Better je odlična priložnost za to, ker imamo podporo, da dizajn dela realne stvari in dela v ekipi, ki ti da lahko začetni zagon in začetne informacije in nekoga, ki ti pomaga pri rasti temu startupu. Ne. Mislim, da je to tak lep zaključek. Jaz bi se vam res zahvalil na tej točki. Hvala za vaš čas, za vaše znanje. Jaz sem se veliko naučil. Upam, da se bojo tudi poslušalci. Pa upam, da se naše poti še kdaj križajo. Ja, z veseljem. Hvala za priložnost. Najlepša hvala za vaš čas. Upam, da vam je bila današnja epizoda zanimiva. Prijazno vas vabim, da nam sledite preko vaše aplikacije za poslušanje podcastov. Če si želite prebrati več o ASEF-u, pa nam lahko sledite na spletni strani oziroma naših socialnih omrežjih. Hvala.